Pozdravljeni v oddaji Kulturni raport. 4 plesalke so se predstavile v plesnem delu Tabak The Square. Obiskali smo predstavo in se pogovarjali z njihovim koreografom. Prejšnjo sredo se je v mali dvorani gledališča Koper odvilo sodobno plesno delo Tabak The Square, katere idejni vodja in koreograf je Francisco Tomšič. Za razliko od drugih plesnih zvrsti se pri sodobnem plesu lahko izognejo glasbi, čemur smo bili priča tudi tokrat. Ples in gibanje so sicer pospremili ambientalni zvoki, ki so jih vključili na mesto glasbe. We all agree that it's a piece about friendship. Maybe because of these corona times in which we work hard, we also saw that it's a piece about the dialectics or the balance or the equilibrium between isolation and company. Koreograf je poudaril, da je v delu želel predstaviti, kako poseljujemo javni prostor in kako so naše navade zakoreninjene v družbi. Koncepta se je spomnil v času covida, nato pa spoznal skupino 4 plesalk, ki smo jih videli na odru. This is why the title says Tabak, which is the framework, and the square, which is the name of this piece. It can be others, or can be different results or products coming out of this idea. Predstava je nastajala kolektivno prek delavnic, ki so jih izvajali drug za drugega in raziskovanjem gibalnih in plesnih praks. Skupaj so improvizirali in predlagali različne vaje, iz katerih se je razvil delček, ki so ga nato uporabili v predstavi. The most important thing was, of course, documenting all this through video. So we will watch the videos again and we will find elements usually not coming from an improvisation, but from these gray zones of dancing. These moments when you are making a pause, or you are resting, or you are in silence, or you are not pretending to dance. And these kind of elements build up the piece. So what you saw today is entirely choreographed. There is no improvisation on it. But all these elements are coming from moments of restness, improvisation, gray zones, marginal territories of dancing. Projekt Tabak se bo razvijal še v prihodnje s potencialnimi drugimi deli in rezultati. Prejšnji petek smo se udeležili prav posebne rojstnodnevne proslave. Poglejmo. Minuli petek je Center mladih Koper s spektaklom proslavil rojstni dan istrske pop ikone Pero srce. Ob tej priložnosti je potekala tudi 60. izvedba obalnih rim. Zabava je združila vizualno umetnost, poezijo, glasbo in seveda koktele, ki se delijo imena s Perovimi pesniškimi zbirkami. V bistvu pripravili smo multidisciplinarni dogodek, mešanico med glasbo, poezijo, gledališčem in pa vizualijami. V bistvu predstavlja se bosta 2 DJ-ja, potem na začetku bodo recitacije, nekje na sredini performans gledališki, ki temelji na naših skupinskih verzih in potem rajanje pozno v noč. Kdor misli, da je šlo zgolj za branje poezije, se moti. Pero srce ima veliko srčkov, ki se ukvarjajo z različnimi stvarmi in ustvarjajo raznolike izdelke sodobne umetnosti. Imamo zelo različne vloge, ampak si jih tudi med sabo delimo. Ni striktno določeno, kdo je režiser, kdo piše tekste, vse načeloma delamo skupaj. Je pa Ita Kora, ki dela večinoma glasbo, in Nela Poberžnik, ki nam pripravlja vizualije. Kljub specifičnosti njihove umetnosti, navdih najdejo povsod. Kje najdemo navdih? Ne vem, iz raznih aspektov življenja, iz spontanosti situacije. V bistvu vsi nekako, večina pesmi v zbirkah, 5 zbirk je do zdaj šlo, in 2 solo. Solo je druga stvar, ampak te skupne v bistvu temeljijo na metodi francoskega mrliča, tako da v bistvu verzi je nek princip kolaža. Torej, nekdo napiše verz, prepogne, drugi napiše drugi verz in je to v bistvu nek kolaž pesmi, ki nastanejo na ta način. In potem te pesmi v kombinaciji s solo poezijo v bistvu izberemo verze, ki ustrezajo in iz nekako te poezije in nekako izdolbimo ven te like, ki jih imamo, ki so del Perotovega notranjega sveta, in naredimo iz tega v bistvu dramske situacije na podlagi teh likov. Vse to pa izvira iz zbirk pesniških.
O praznovanju drugega rojstnega dne so srčki združili moči in pripravili nastop. Pero je za obiskovalce organiziral posebne ugodnosti. Vsi, ki so bili oblečeni v puranje odtenke, so dobili pijačo dobrodošlice. Na voljo pa so bili tudi posebni koktejli, ki se ujemajo z imeni njegovih pesniških zbirk. Mi praznujemo v bistvu različne rojstne dneve. Pero Srce praznuje drugi rojstni dan. Pero Srce pa je multidisciplinarni ištrijanski poet. In mi smo zgolj njegovi srčki. Kaj to pomeni, da so njegovi srčki? Da smo del njega in on je del nas. Mislim, da se vsi štejemo v čas, da smo njegovi srčki, radi smo to in bomo to tudi še naprej. Nastop v petek je bil samo uvod v nastope, ki jih ekipa pripravlja za naslednje leto. Moramo reči, da to danes bo nekako samo nek vpogled oziroma teaser v našo predstavo, ki bo predvidoma njena premiera konec februarja, začetek marca prihodnje leto. Tako da tisto bo res spektakel, danes pa samo nek vpogled v to, ampak tudi danes bo seveda vredno obiska. Obalne rime so literarni večeri, namenjeni prebujanju literarnega dogajanja na obali in širšem območju. Projekt se je začel leta 2016. Smo 60krat že izvedli literarni večer pod imenom Obalne rime, s katerim v bistvu probamo podpirati neke mlajše, še neuveljavljene izvajalce in jim pač pomagati na svoji, njihovi ustvarjalni poti. Cilj Obalnih rim je izenačiti prostor med neuveljavljenimi in uveljavljenimi avtorji ter med mladimi in starimi. Vprašali smo, kako poteka izbira nastopajočih. Čisto spontano v bistvu preko spremljanja pa literarne scene po Sloveniji in se potem povabi mogoče ene tako ustvarjalce, ki se nam zdijo kot pač koordinatorski ekipi najbolj pač da pašejo v koncept. Rojstni dan srčnega Perota in 60. izdajo Obalnih rim so proslavili na poseben način z drugimi ljubitelji poezije in umetnosti. Za glasbo, ki je spremljala proslavo, so poskrbeli Vujani, Čumfa in Itakora. Hvala za pozornost in se vidimo naslednji teden.